Berilo je iz apostolskih del. Tiste dni je Peter spregovoril. Veste, kaj se je dogajalo po vsej Judeji, začenši v Galileji, po krstu, ki ga je oznanjal Janez. Veste o Jezusu iz Nazareta, ki ga je Bog mazilil svetim duhom in močjo. Hodil je iz kraja v kraj ter delal dobra dela in ozdravljal vse, ki so bili pod hudičevo oblastjo. Zakaj Bog je bil z njim? Mi smo priča vsemu, kar je storil v judovski deželi in v Jeruzalemu. Razpeli so ga na križ in usmrtili. Bog pa ga je obudil tretji dan in mu dal, da se je očitno prikazoval, a ne vsemu ljudstvu, temveč pričam, ki jih je Bog vnaprej izbral. Nam, ki smo z njim jedli in pili, potem, ko je ostal od mrtvih. Nam je tudi naročil, naj oznanjamo ljudstvu in pričamo, da je on tisti, ki ga je Bog določil za sodnika mrtvih in živih, živih in mrtvih. O njem pričujejo vsi preroki. Vsakomur, ki veruje vanj, so v njegovem imenu odpuščeni grehi. To je Božja beseda. Bogu hvala. To je dan, ki ga je naredil Gospod. To je dan, ki ga je naredil Gospod. Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober, vekomaj traja njegova dobrota. Naj vendar reče Izrael, vekomaj traja njegova dobrota. To je dan, ki ga je Gospod naredil. Čudovita Gospodova desnica me je dvignila, Gospodova desnica je mogočno delovala. Ne bom umrl, ampak živel, pripovedoval bom o Gospodovih delih. To je dan, ki ga je naredil Gospod. Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen. To je Gospodovo delo, v naših očeh je čudovito. To je dan, ki ga je naredil Gospod. Drugo berilo pa je iz pisma apostola Pavla Kološanom. Bratje in sestre, če ste ostali s Kristusom, iščite to, kar je zgoraj, kjer je Kristus, ki sedi na Božji desnici. Mislite na to, kar je zgoraj, ne na to, kar je na zemlji. Umrli ste namreč in vaše življenje je skrito s Kristusom v Bogu. Ko se bo prikazal Kristus, vaše življenje, tedaj se boste tudi vi prikazali z njim v slavi. Poslušali smo Božjo besedo. Bogu hvala. Žrtve velikonočni, najhvalnice pojo kristjani. Jagnje je rešilo ovce, Kristus nedolžni je z očetom spravil grešnike. Smrt in življenje sta se borila v prečudnem dvoboju. Gospod življenja je umrl, zdaj kraljuje živ. Povej nam, Marija, kaj si videla na poti? Grob Kristusa živega in slavo sem videla ostalega, angelske priče, prtič in povoje. Vstal je Kristus, upanje moje, pred vami pojde v Galilejo. Vemo, Kristus je res vstal od mrtvih, ti oslavni kralj, se nas usmili. Aleluja, 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 aleluja. Naše velikonočno jagnje Kristus je bilo darovano, zato obhajamo prazniku Gospodu. Aleluja, 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 aleluja. Gospod z vami in s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod. Prvi dan tedna je prišla Marija Magdalena navsezgodaj še v temih grobu in je videla, da je kamen odstranjen od groba. Tedaj je stekla
in prišla k Simonu Petru in k drugemu učencu, ki ga je imel Jezus rad, ter jima rekla: Gospoda so vzeli iz groba in ne vemo, kam so ga položili. Peter in oni drugi učenec sta šla ven in se odpravila k grobu. Skupaj sta tekla, vendar je drugi učenec Petra prehitel in prvi prišel k grobu. Sklonil se je in videl povoje, ki so ležali tam, vendar ni vstopil. Tedaj je prišel tudi Simon Peter, ki je šel za njim in stopil v grob. Videl je povoje, ki so ležali tam, in prtič, ki je bil na Jezusovi glavi, a ne ob povojih, temveč posebej zvit na drugem mestu. Tedaj je vstopil tudi oni drugi učenec, ki je prvi prišel k grobu, in videl je in veroval. Nista še namreč razumela pisma, da mora Gospod vstati od mrtvih. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Dragi bratje in sestre, rad bi vas nagovoril, tako čim bolj velikonočno, so pa te besede, ki vam jih zdaj želim posredovati, nastajale v meni pač že dalj časa. Pravzaprav sem izhodišče za to pridigo dobil že preden se je koronavirus razbohotil. Menim, da je že obstajal, ampak še ni prišel k nam. No, in sicer so me zelo nagovorile besede Jozefa Ratzingerja, ki je potem postal papež Benedikt XVI, kot vemo, in se sprašuje, zakaj sem še v cerkvi. Zakaj še ostati v cerkvi? Zakaj še ostajam v cerkvi? Ko so vendarle mnogi nad cerkvijo razočarani, ko je vendarle cerkev tudi marsikaj zagrešila in tako naprej. Ja, res se je v cerkev prikradlo marsikaj, ampak Jozef Ratzinger, to je sicer govoril že na predavanju 1970. leta, v cerkvi sem zato, ker kljub vsemu verujem. Cerkev je torej stvar vere. In pravi, da je treba vedeti, da v jedru cerkev ni naša cerkev, ampak njegova cerkev, Jezusova cerkev, cerkev ostalega zveličarja. No in potem pa seveda na stvar gledamo drugače. Cerkev je tista, ki nam daje Jezusa Kristusa. Kljub vsej človeškosti v njej, nam torej cerkev posreduje Gospoda Jezusa Kristusa. Nekateri danes pravijo, Kristus da, cerkev ne, nekateri sprejemajo Jezusa, ne marajo pa cerkve, tajijo pa cerkev. In se kardinal Ratzinger sprašuje, ali ne vedo, da za Jezusa dolgujejo zahvalo cerkvi. Namreč Jezus je želel ustanoviti cerkev, da bo nadaljevala njegovo delo odrešenja. Brez cerkve bi moral Kristus izpuhteti, ugasniti, in kaj bi človeštvo, če bi mu vzeli Kristusa. Cerkev nam torej daje Kristusa, ga napravlja živega, navzočega v svetu. Kardinal Ratzinger celo uporabi izraz, cerkev rojeva Kristusa. Navzočnost Jezusa v človeštvu je preko cerkve. No, potem druga stvar, ki jo posebej kardinal Ratzinger poudari, je to, človek ne more verovati sam. Veruješ lahko samo kot soverujoči. Vera je cerkvena ali pa je ni. Torej ne moreš verovati sam. Zanimivo je tudi to evangeljsko poročilo, ki smo ga pravkar slišali, o vstajenju, kako sta dva apostola tekla k grobu. Torej, veliko lažje je, če sta dva, sta potem lažje začela verovati. In videl je in veroval. No, tako. Torej, ali pa na veliko noč zvečer se je apostolom Jezus prikazal in so bili v prednosti, ker so bili skupaj. Torej, verovati skupaj. In kakšno napako je naredil apostol Tomaž, bomo razmišljali naslednjo nedeljo,
ker ga ni bilo zraven, ker ga ni bilo v občestvu in zato potem ni mogel verovati v Jezusovo vstajenje. No, torej, človek ne more verovati sam, lahko veruje skupaj. No in tudi danes, ko ste razkropljeni po domovih, verujemo skupaj, čeprav nismo fizično skupaj, pa vendarle čutimo skupaj. Nas elektronski mediji povezujejo in, kar je še bolj pomembno, molitev nas povezuje, da skupaj verujemo. Nihče ne more verovati na temelju lastne moči in lastne iznajdbe, ampak veruje to, kar je že bilo pred njim, kar so verovali pred njim. Torej, če bi človek veroval to, kar bi sam izumil, ga to ne bi presegalo. Vera pa nas mora presegati. Vera gre preko nas. Verujemo v nekaj, kar nas presega. No in verujemo to, kar so nam naši predniki posredovali, kar je bilo že njim oznanjeno, razodeto. In pravi kardinal Ratzinger, kristjan si lahko samo v cerkvi, ne poleg nje ali celo proti njej. No, potem pravi naprej kardinal Ratzinger, v cerkvi ostajam zato, ker samo vera cerkve odrešuje človeka. In potem spregovori o križu, kako so že marsikakšni poskusi bili v zgodovini, da bi ustvarili svet brez trpljenja, brez bolezni, brez stiske. Ja, to je lepo, da si za to prizadevajo. Boriti se proti trpljenju in krivici je pravzaprav čisto povsem krščanska pobuda. Toda jasno je, da do te utopije ne bomo prišli zgolj s kakšnim človeškim prizadevanjem, s kakšno socialno reformo. V zgodovini se je dogajalo, da so. Ampak križ vedno ostaja. Ne vem, kaj bi takšni strokovnjaki, ki si zavzemajo za, da je sreča samo v tem, če ni trpljenja, kako bi si razlagali zdaj, ko je nastopila epidemija. Človek v resnici ni odrešen drugače kot po križu. Kot tako, da sprejme lastno trpljenje in da sprejme trpljenje sveta. Vse obljube, ki obljubljajo cenejšo pot, bodo propadle. Tako vas res vabim, dragi bratje in sestre, v duhu velikonočne skrivnosti, da pač sprejmemo križ, ki nam je naložen, da ga sprejmemo v veri, da je tudi Jezus stopal po poti križa, a vendar, da je križ premagal, da je trpljenje premagal, da je smrt premagal s svojim vstajenjem. No, potem pa nas kardinal Ratzinger vabi, da bi na svet gledali z očmi ljubezni. Nekateri gledajo na svet skozi kakšne drugačne oči, nekateri celo skozi oči sovraštva, ampak tam si omejen, si zelo ozek. In nas vabi, da bi tvegali ljubezen. Pravi, da cerkvena zgodovina ni samo zgodovina nekih temačnosti, pač pa je ta cerkvena zgodovina tudi zelo rodovitna, v velikih svetnikih, v lepotah katedral in tako naprej. Torej, veliki svetniki so imeli v sebi ljubezen, Božjo ljubezen. No in pravi dalje kardinal Ratzinger, kako lepo je srečati ljudi, ki so žive priče, da krščanska vera osvobaja. Dragi bratje in sestre, danes smo skupaj z ostalimi pri tej sveti maši in tudi sicer čez dan želimo čutiti njegovo navzočnost in jo tudi čutimo. Se veselimo tega, da je Jezus premagal smrt. No in v tem duhu pojdimo naprej, bodimo hvaležni za dar svete vere, bodimo hvaležni, da pripadamo cerkvi in seveda tudi prosimo za cerkev, da bi čim bolj stopala po poti vstalega Kristusa, da bi živela čim bolj brez greha, da bi bila rešena greha in konec koncev dobro veste, da cerkev nismo samo
papež, škofje in duhovniki, cerkev smo vsi, krščani, vsi verujoči in pripadamo Jezusovemu ostalemu telesu, naj se to pozna v našem vsakdanjem življenju. Amen. Jezus naš je vstal od smrti, razveseli se kristjan, smrt in pekel je premagal, vstal iz groba tretji dan, dokazal Božjo moč, je to veliko noč. Aleluja, 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 aleluja. Dokazal Božjo moč, je to veliko noč. Aleluja, 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 aleluja.